Kdaj govorimo o spolni zlorabi otrok? Za spolno zlorabo otrok gre, ko je otrok vključen v spolne dejavnosti z odraslim ali z osebo, ki je starejša od otroka oziroma zaradi razvojnih značilnosti obstaja med njo in otrokom nesorazmerje v zrelosti ali moči. Oseba, ki spolno zlorablja otroka, lahko na ta način zadovoljuje svoje spolne potrebe in ali potrebo po občutku moči. Zaradi nesorazmerja moči v odnosu, podrejenega položaja ter razlike v znanju in izkušnjah, otrok sam ne zmore v celoti razumeti, kaj se dogaja, razvojno ni pripravljen na spolno dejavnost in nima možnosti, da bi zavrnil spolno zlorabo. Otrok ne more dati soglasja k spolni aktivnosti z odraslo ali močnejšo osebo. Pri spolni zlorabi gre lahko za aktivnosti z ali brez dotika, kot so nespodobno razkazovanje odrasle osebe pred otrokom, siljenje otroka, da gleda pornografske filme, revije in podobno, siljenje otroka, da razgali svoje intimne dele telesa v neprimernih okoliščinah, dotikanje otrokovih intimnih delov telesa, na primer spolovila, zadnjika ali prsi, in druge podobne oblike telesnega stika, na primer drgnjenje v okoliščinah, ki družbeno niso sprejemljive. Siljenje otroka, da se dotika intimnih delov telesa druge osebe. Izkoriščanje otroka za izdelavo posnetkov spolne zlorabe otroka. Siljenje otroka v različne druge aktivnosti s spolno vsebino. Posilstvo, oralno, vaginalno ali analno.